Jelena, zdravo. Zdravo. Kaj imaš danes dobrega in zdravega za nas? Danes pa imam sojo v koščkih. To je dejansko izdelek, ki ga dostikrat uporabljajo kot zamenjavo za meso. To je zaradi tega, ker ga tudi na kitajskem soje imenujejo meso brez kosti, kar dejansko je zaradi tega, ker vsebuje res veliko beljakovin oziroma vse aminokisline, ki so esencialne. Ta izdelek lahko uporabljamo namesto recimo koščkov mesa, s tem, da ga dajemo kakšne golaže, rižotke, kakršnekoli jedi, ker mislite, da bi bila dobra zamenjava za meso. Na splošno pri soji velja, da so najbolj kvalitetni sojini izdelki so dejansko tisti, ki so fermentirani, ampak občasno lahko uporabljamo sojo tudi v taki obliki. Poleg tega pa na ta način boste zaužili zadostno količino različnih in mineralov in vitaminov, ampak predvsem poudarek pri soji je ta zamenjava za meso oziroma pridobivanje tistih esencialnih aminokislin, ki jih je težko pridobiti recimo pri uživanju normalno samo posamičnih rastlin. Kako pripravljamo? Pripravljamo zelo enostavno, v bistvu lahko namočimo tiste koščke v topli vodi za 5 do 10 minut, odcedimo vodo in potem dodamo tiste koščke kjerkoli v jed, ki jo kuhamo, ali kot sem že omenila, tale golaž ali kakšne rižotke ali kjerkoli, da se še dodatno malo skuha in to je to. Koliko časa kuhamo? Kuhamo v bistvu zelo kratko, ni potrebno veliko, recimo 10 minut, maksimalno mislim, da ni potrebno več kot to. Hvala.